Bangladesh and Slovenia enjoys very friendly relations, and although the political contacts have been very few, the trade has over the years grown to a good amount. We have very good trade cooperation, which is in the vicinity of over $50 million between Bangladesh and Slovenia. And this is the first ever endeavor jointly by Slovenian Chamber of Commerce and Industry, Bangladesh Embassy in Vienna, as well as the Bangladesh Honorary Consulate in Ljubljana, that this Bangladesh business breakfast taking place in Ljubljana to make the people informed of the trade potentials, the economic cooperation potentials that exist between Bangladesh and Slovenia. Having had this event, I think we'll see a positive momentum in the trade between Bangladesh and Slovenia. I wish this event a great success. Bangladeš je velika država, 170 milijonov ljudi, ogromne možnosti investiranja. Na eni strani Slovenija majhna evropska država, ki potrebuje vse od delavcev do različnih proizvodov, ki jih tam proizvajajo, možnosti prenosa tehnologij in vsega tega, tako da odgovor je, treba je začeti, ker do zdaj je bilo na tem področju storjenega premalo. Mi smo že od leta 2007 investirali na kapitalske trge v Bangladešu, Dhaka Stock Exchange. Tam smo bili tako zelo presenečeni nad znanjem v bistvu lokalnih ponudnikov tovrstnih storitev. Tako da v bistvu smo že kar, že 11 let prisotni na trgu, tako da vse super zaenkrat. Naše izkušnje pri poslovanju z Bangladešem so precej pozitivne. Pred 5-6 leti smo bili prvič na obisku v Bangladešu. Videli smo en kup priložnosti tako na področju tekstila, farmacije, prehrambenih izdelkov. Kot vemo, je Bangladeš največji izvoznik v Evropo rakcev. Videli smo pa tudi priložnost na področju čebelarstva, kjer smo prinesli vzorce medu v Slovenijo, smo jih vzorčali, testirali in ugotovili, da imajo v bistvu dosti presenetljivo visoko kvaliteto medu. In naša želja je, da bi v Bangladešu pospešili, izobražali čebelarje, in zato smo pripravili tudi strokovne sodelavce iz Slovenije, smo vključili podjetje Medex, ki je z vsemi svojim znanjem in tehnologijo, ki jih ima, nam dosti pripomogel k spoznanju, kaj in kakšne so stvari v Bangladešu. Tako da delamo sedaj na tem projektu, vidimo svetlo prihodnost in upimo na vse najboljše. V Bangladeš smo na predlog Slovensko-Bangladeške zbornice prvič odšli okoli 4 leta nazaj. Njihov med je zelo zanimivega okusa in bom rekla dober. In hkrati smo rekli, ker je Bangladeš tako nerazvita država, da je ravno čebelarstvo tako win-win projekt za vse. Zaposlili bi lahko ženske, ker so kot muslimanske ženske večinoma doma, ne potrebuje velikih vložkov v tisti začetnega kapitala, da bi lahko delo dobilo veliko ljudi, in tudi pomagalo bi pri opraševanju, ker je pomembno, da so rastline in vsi pridelki dobro oprašeni, ker s tem se bo povečala proizvodnja. Tako da poskušali smo najprej na državni ravni, potem pa smo se povezali z največjo nevladno organizacijo na svetu, to je BRAC, ki ima 100,000 zaposlenih, in v BRAC-u so zdaj popolnoma prevzeli to idejo, da oni vzpostavijo čebelarstvo. Oni so tudi tisti, ki so vzpostavili celo mlečno industrijo v Bangladešu, in recimo cela mlečna industrija, ker je za nas kar malo nepojemljivo, je v vodstvu nevladne organizacije. Tako da začenjamo, sedaj se je tudi naša vlada organizirala, pripravlja nek projekt, ki pa verjamem, da ga bo treba še dodelati. Bistveno pa kar je, in za vse čebelarjenje je pomembno, da smo mi
on the field. Ti moraš videti, kakšne so tam vremenski pogoji, kakšna je hrana, tam so monsuni, in se je treba iti tja in narediti poseben načrt prav za njih. Upam, da nam bo uspelo, da prvo iz tega humanitarnega, človeškega vidika, ki je tukaj nenazadnje zelo pomemben, saj je Bangladeš druga najbolj nerazvita država na svetu, potem pa upajmo, da bodo pridelali tako dober med, da ga bodo lahko tudi ne samo pojedli doma, ampak tudi izvozili ven. Moja naloga je bila, da vidim, kako čebelarijo, kaj je prav, kaj je narobe in pa kakšen je njihov med, ali je primeren za izvoz v Evropo ali ni. No in že prvi dan smo obiskali enega velikega čebelarja za okrog 700 panjev in sem ugotovil, da točijo med prezgodaj, med še ni zrel, med, ki se ga toči, mora biti pokrit, ko ima največ 17% vode, tam smo izmerili, da ga je imel preko 23, celo do 30%. Tak med ni zrel in tak se ga ne sme točiti. Smo to tudi povedali. Potem sem gotov, da uporabljajo antibiotike. V Evropi je to prepovedano, v Ameriki še, ampak pri nas ne smejo in tak med ne sme v Evropo. Potem smo imeli pa v okviru gospodarske zbornice predavanje o tem, kaj sem tam videl in o tem, kako je pri nas. Sem povedal, da je bilo izbranih okrog 50 največjih čebelarjev, tudi profesor čebelarstva z univerze je bil tam. In so obljubi se rekli, ko te prišel drugič sem, bo vse tako, kot ste vi rekel. Tako da potem nisem bil več, ampak upam, da bo boljš. Samo mi bomo tako poslali zdaj enega strokovnjaka dol, ki bo tam del časa, ki bo nadziral to, ker mi smo bili tam en teden in en teden ne moreš spremeniti kaj, bo kaj. Ampak začeli smo s tem in zdaj bo šel projekt naprej.